tema zimske grajske dogodivščine so kmečki upori, natančneje slovensko-hrvaški kmečki upor, ker letos mineva 450 let. Zato smo nekako naše aktivnosti povezali s kmečkimi upori. Tako smo si včeraj ogledali razstavo z našo kustosinjo zgodovine, Mihaelo Kovačič, ki nam je lepo predstavila potek obeh kmečkih uporov, tudi prvega, vse slovenskega. Obiskal nas je tudi puntar in nam povedal zgodbe o puntarjih, izpostavil zgodbo o Matiji Gubcu in Ilija Gregoriču. Pogledali smo si tudi dve freski Franja Stiploška, na katerih je upodobil grbe srednjeveških mest in pa potek slovensko-hrvaškega kmečkega upora. No, kasneje smo pa na delavnicah izdelali pečatnik, ki smo ga povezali s srednjeveškimi grbi, ker je bil običajno motiv grb nekega mesta in tudi v našem muzeju hranimo pečatnik iz 16. stoletja, eden teh najstarejših, zato smo po vzoru tega pečatnika izdelali svoj pečatnik. No, kasneje smo se pač preizkušali tudi v igri, sicer taki bolj družabni, po puntarjevi poti, kjer so pač otroci s kocko in s figuricami obiskali to pot kmečkega upora. Risali smo tudi grbe posavskih občin in se tudi v tej igri malce preizkusili. Danes pa nadaljujemo, smo pa v prvem delu izdelali strip, ker v nedeljo odpiramo razstavo o stripu in sicer tudi na temo kmečkega upora. Zdaj v drugem delu smo se pa preizkusili v pisanju kaligrafske pisave, namreč prve tiskane besede so bile tudi vezane na kmečki upor. Sicer mi smo šli v čas ročnega pisanja, nazaj v srednjeveški čas, je pa pisava še vedno ista kot tista, ki so jo takrat natisnili, torej gotica oziroma iz karolinške minuskule v gotico. Nekje do 20 otrok imamo letos, starih od 5 do 12 let, nekateri so z nami prvič, nekateri pa so že stalni obiskovalci. Rekli ste, danes ste imeli vaje iz kaligrafske pisave. Kako so uspešni so bili to? Sicer ta vaja je kar dosti zahtevna in potrebuje kar veliko koncentracije, tako da večina od njih se seveda srečuje prvič s peresi, je malce težko, ampak mislim, da z eno vajo nam bo vseeno uspelo narediti en tak napis, na katerega bomo potem otisnili tisti pečat, ki smo ga izdelali včeraj. Kje bodo rezultati videti? Rezultate seveda svoje izdelke vsako leto odnesejo s seboj domov. Morda pa jih bomo letos, ker v nedeljo odpiramo razstavo o stripu, razstavili tudi nekje v ta prostor. Nismo še natančno odločili, ampak bomo videli glede na to, kakšni bodo izdelki in koliko seveda bodo otroci pripravljeni pustiti svoje izdelke pri nas. V nedeljo je odprtje razstave Trojno gorje in sicer razstava o stripu Jakoba Klemenčiča in seveda vodstvo oziroma vpogled v naše stalne razstave, ki je že kar nekaj let, razstava o kmečkih uporih, ki se bo pa simbolno zdaj zaprla, ker prihaja prenova te razstave, jo bo pa predstavila kustosinja Mihaela Kovačič in pa seveda sledi tudi slovenski kulturni praznik, to je pa 8. februar, takrat tudi v gradu predstavljamo vodstvo, ki bo po gradu, po skritih kotičkih z direktorico Alenko Črnevič-Krošelj in pa vodovodni stolp, ki bo tudi odprt za obiskovalce, seveda ob predhodni najavi in pa ob 3 popoldne tudi vodstvo po Sevnici, po starem mestnem jedru in salon Krojc s kustosinjo etnologinjo Stanko Glogovič. Odlično, res sem bila presenečena, kako jim gre, pravzaprav nisem pričakovala, kako bojo bili zagnani in res veseljem sprejeli samo pisavo, ker je res precej težka tudi za same študente. Mi, ko smo se to učili, gotica je bila tako zakomplicirana, ker morajo biti res ravne poteze, tako da sem res pozitivno presenečena, no, to lahko rečem. Je zelo zahtevna ta pisava? Zelo. Saj pravim, ko se to učimo na fakulteti, imajo študenti precej težavno.
pa sama perisa, črnilo in te zadeve? Ja, ponovadi smo popackani, vsi črni, po obrazu, povsod. Je precej težko se navaditi, koliko črnila je potrebnega za dobro pisavo, no? Da ne zateka. Kakšno pa je to črnilo? To črnilo je na vodni osnovi, torej ponavadi je kakšno vezivo gume arabike. Zdaj tej različni sintetični in komercialni izdelki pa uporabljajo tudi druga sintetične smole. Zelo mi je bilo zanimivo, tudi veliko stvari sem se na novo naučila, tudi zdaj se na novo to učim in zelo mi je zanimivo. Najbolj me je navdušilo, ko smo začeli pisati črke. Na začetku mi je šlo malo slabše, zdaj mi gre pa že zelo dobro. Da smo kivego kobo, pa kam ko bi umeki upoji, pa v kam je bilo ukek, pa ko da bavlo je tukaj biti. Najbolj mi je ostalo v spomini, ko smo delali pečate, pa ko pišemo zdaj kaligrafsko pisavo. Kaj pa je to kaligrafsko pisavo? Kaligrafska pisava je pisava, ki je bila prva pisava na celem svetu. Zdaj bomo pa mi na tole naš kartonček odtisnili ta pečat. Tako, kot smo vam že včeraj vam pokazala, bomo zdaj naredili še enkrat, ne? Ker bomo zdaj najprej tole svečko prižgali. Tako, Klara, evo. Bom kar jaz takole, veš, ker tole je kar dosti vroče. Bomo zdaj tole zdaj stalili. Vi sam gledajte, da se bo tole meni stalilo. Tako. Evo. Moje.